Ko se s podjetniki in podjetnicami pogovarjamo o tem, kaj vse je še treba narediti, včasih pride do tega zakrča in dobimo odgovor, da v bistvu nimajo časa, da bi delali na svojem brendu oziroma na svojem poslu, ker večino svojega časa preživijo v svojem poslu. Ampak, če želimo narediti nek preboj, če želimo bolj optimizirati svoje delo, imeti mogoče več časa zase, za svojo družino, da si tudi napolnimo baterije, da lahko potem še boljše služimo svojim idealnim strankam, je pa seveda nujno, da poskrbimo oziroma da vzamemo, namenimo čas tudi za razvoj in rast svojega brenda. In zdaj, kako priti do tega časa, je pa seveda čisto odvisno od tebe. Zdaj, če si na mesto, kjer imaš občutek, da se vrtiš na mesto, da ne znaš narediti koraka naprej in da res nimaš časa se lotiti še česa drugega, zdaj, dejstvo je, da če tako nadaljuješ in ne rečeš temu stop, se ustaviš in rečeš, kaj se da optimizirati, kaj se da spremeniti, potem verjetno se bo težko kaj spremenilo. In čakati, da ti bo nekaj padlo z neba, ali pa da bo pravi čas, ali pa da bodo prave finance, da investiraš v svojo rešitev, potem verjetno nikoli ne bo prišlo do tega in lahko celo življenje v bistvu delaš na tak način. Zato je zelo fino, da se najprej vprašaš, kje si trenutno, kakšno je tvoje trenutno stanje in kaj si želiš. In na to nameniš svoj čas tudi za rast in razvoj brenda. In seveda bom s tabo delila tudi mojo izkušnjo oziroma moj način, ki ti mogoče lahko koristi, ti vzami, kar ti koristi in spusti, kar ti ne. Zdaj, jaz recimo, ko sem začela tale moj sistem uvajati, sem imela veliko strahov, da zdaj bom pa toliko časa namenila nečemu, kar mi ne bo mogoče prineslo takoj rezultatov in kako bom zdaj lahko izpeljala vse druge stvari, ki jih moram pa še vseeno narediti. In ko sem začela to uvajati, sem rekla, gledaj, bom probala za en teden to sistem vzpostaviti, pa bom videla, kakšni rezultati. V enem tednu ali pa v 2 tednih sigurno ne bo konec sveta, mogoče pa mi res uspe narediti ta čas in graditi na svojem poslu in ne samo v svojem poslu. In rezultati so bili seveda več kot fantastični, ker pač sem ugotovila, da s tem, ko delam na svojem poslu, hkrati tudi optimiziram svoj posel, torej delo v poslu in lahko tako pridobim veliko časa. Tako da je ta investicija časa lahko res fantastična, če si jo dovolimo in če si jo damo. Zdaj, seveda, mogoče te zanima, kakšen je ta sistem. V bistvu je blazno preprost in sicer je takšen, da sem si v bistvu naredila oziroma določila, da bom vsak dan 90 minut fokusirano delala na svojem poslu. Torej na projektih, ki so vezani ali na kakšne razvojne projekte, ali na kakšno optimizacijo, ali karkoli. In zdaj bodo nekateri rekli, wow, 90 minut ni šanse, da si jaz vzamem v delovniku in mogoče bo nekdo rekel tudi to, da 90 minut pa res ne moreš veliko narediti. Ampak, če v bistvu se šteješ in vsak dan nameniš teh 90 minut, lahko na koncu tedna v bistvu res ogromno narediš. In seveda, da je teh 90 minut zelo učinkovitih in maksimiziraš produktivnost, je dobro, da si že vnaprej načrtuješ točno, kaj je v teh 90 minutah za narediti. In to ne pomeni, da odgovarjaš na maile, da delaš administrativna dela, ampak da delaš res na projektih, ki bodo prestavili tvoj posel na naslednji nivo. In če ti je slučajno strašljivo oziroma če ne najdeš, ne vidiš, kdaj bi to lahko bilo, jaz ti priporočam, da si teh 90 minut daš na koledar vsak dan, preden v bistvu začneš s kakršnim kolim delom. Tako v bistvu ne bo razloga, da pa zdaj za to ni časa in bo res imaš po teh 90 minutah, veš, da je bilo veliko narejeno za tvoj posel. Tako da ti priporočam, da mogoče pretestiraš in potem mi javiš, kako ti je všeč, kako ti je učinkovito. Zdaj, v moji skupini, kjer imamo legendarni, sem že veliko krat to seveda delila, ta moj sistem, in feedback je veliko krat navdušujoč in da ne morejo verjeti, kaj se da narediti samo v teh 90 minutah na dan.
Tako da tudi tebe izzovem, da preizkusiš in si daš mogoče izziv za 1 teden ali pa 2, točno določiš, kaj bo v teh 90 minutah narejeno, ali bodo to kakšne nove strategije, kakšni razvojni projekti, kakšna optimizacija, mogoče narediš za cel sistem za pridobivanje strank avtomatsko in kaj takšnega. In potem lahko hitro vidiš, da je teh 90 minut lahko res fantastična rešitev. Tako da jaz ti želim veliko uspehov in se že veselim tvojega feedbacka. Uspešno! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.